Ste se kdaj spraševali, zakaj zasveti žarilna nitka v žarnici? Do takšnega fenomena pride zaradi električnega upora, ki povzroči, da se električni prevodnik segreje. Poglejmo si notranje žarnice. Elektroni tečejo po žici. Pri tem se zaletijo v delce, ki sestavljajo prevodnik. Več kot je takšnih delcev na njihovi poti, manj elektronov lahko pride skoznje in večji je upor tega specifičnega prevodnika. Vsak trk upočasni elektrone. Izgubijo energijo, ki se oddaja v obliki toplote. Z ustreznim materialom lahko zelo tanka žica na ta način zažari. V žarnicah z žarilno nitko se ta učinek izkorišča za osvetlitev. Upornost materiala namreč omogoča pretvarjanje električne energije v toplotno in sevalno. Električna upornost je definirana z Ohmovim zakonom. Upornost elementa je odvisna od vrste materiala, iz katerega je narejen, ter od njegovih dimenzij. Podana je z enačbo, pri čemer je ρ specifična upornost, L dolžina elementa ter A njegov presek. Tipična žarilna nitka v žarnici je narejena iz volframa s specifično upornostjo 5,6x10 - 8 ohm meter. Dolžina nitke je približno 1000 mm. Njen polmer je 0,015 mm. Presek nitke je torej 7,07x10 - 10 kvadratnega metra. Upornost nitke in posledično upornost žarnice je torej približno 79 ohmov. Paziti je potrebno tudi na to, da se upornost za večino materialov s temperaturo povečuje. Temperaturni koeficient upornosti za volfram je približno 4,5x10 - -3 stopinj Celzija. Žarilna nitka obratuje pri temperaturi približno 2500 stopinj Celzija, kar nam da upornost 962 ohmov. Vprašanje, ki si ga morda zastavimo je, zakaj se ne segreje tudi vodnik, žica, po kateri električni tok teče do žarnice. Vodnik je narejen iz bakra s specifično upornostjo 1,68x10 - -8 ohm metra. Presek vodnika je 1,5 kvadratnega milimetra. Upornost vodnika je torej 0,11 ohma, kar je bistveno manj kot upornost žarnice. Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani se ukvarjamo s postopkom uporovnega točkovnega varjenja, pri katerem se zaradi upornosti na stiku varjencev material segreje tako, da nastane zvarna leča. Ko se le-ta ohladi, določa nosilnost zvara. Poseben izziv predstavlja krmiljenje tega procesa, saj se parametri spreminjajo za vsako zvarno točko posebej. Proces uporovnega točkovnega varjenja se v industrijski praksi zelo pogosto uporablja. Eden od najpogostejših uporabnikov je avtomobilska industrija, saj je na tipičnem avtomobilu več kot 1000 zvarnih točk. Na prikazanem posnetku lahko vidite linijo, ki jo sestavljajo robotski manipulatorji, v koncu katerih so montirane klešče za električno uporovno varjenje.